Danes oddajo snemamo v Kranju in to v družbi simulatorja, ki bo v prihodnjih tednih krožil po Sloveniji. In to zato, da skupaj z vami preverjamo, kako hitro lahko kakšna situacija iz prometa, vsaj na simulatorju, naredi pravo zgago za volanom in dobro je preveriti tukaj, ne pa v realnosti. Testiramo pravzaprav, kakšni vozniki smo Slovenci. Tu želimo ljudem pokazati, kaj vse jih lahko čaka na cesti in kakšni motilci so lahko tudi mobilni telefon, morebitni pogovor s sopotnikom in tako naprej. Vsakega posameznika spremlja tudi inštruktor varne vožnje, ki mu poda oceno, kako je vozil in mu v bistvu poda tudi nasvete, na kaj naj bo pozoren pa v realnem okolju. Turnejo mobilnosti pa je obiskal tudi deskar na snegu Žan Košir. Žan. Ja, to je dal žmigati. Da je dal žmigati, ne zaupimo. Ja, se je tole, zaupam še sepne zdajle. Vsak dan nimamo enakega dneva, vsak dan se ne ostanemo lih z desno nogo, pa še na cesti nismo sami. To pomeni bolj zato, ker se bojim ostalih voznikov. Ves čas seveda opazujem, kaj se dogaja okoli mene. Tako da se imam za dokaj pazljivega voznika. A si se kaj spremenil, ko si postal fotor? Ja, najbolj zanimivo je bilo to, zadnjič enkrat smo šli z vozičkom po pločniku čez vas, pa se je eden mogoče peljal 70, pa jaz gledam, kaj pa temu ni jasen, kakšni divjaki je, pa meni punce, se ti zbil isti. Kaj pa telefon? Ti uspe ga dati v nek predalček in pustiti med vožnjo pri miru? Mislim, največji plus je, da ima pač moj avto vso to tehnologijo, da se pač telefon takoj poveča z Bluetoothom, da imam nekako se javljam pač na gumbe na volanu, ampak sem veliko na cesti in večinoma se vozim tudi, ne vem, na sestanke, sem zmenjen z ljudmi in če se ne bi oglasil vmes, bi se mogel ves čas ustavljati. Zelo veseli pa smo, da smo del te preventivno-raziskovalne akcije tudi mi in da zopet sodelujemo z vami. Z pomočjo vas bomo prišli do zanimivih ugotovitev in do podatkov, ki nam bojo služili kot osnova za to, da iščemo posebne razlike med nami, mogoče med posameznimi regijami, mogoče med spoloma, mogoče med starostjo. Ne vemo, ugotovili bomo, če nam boste pomagali. No in pomagate nam ne samo z vožnjo, ampak tudi s tem, ko pridno klikate na naše ankete na MMC-ju. Tokrat na rtvslo.si postavljamo anketo, ki je, samorefleksija je pomembna v vseh segmentih življenja, tudi na cesti in vas sprašujemo preprosto vprašanje. Ali zase menite, da ste dober voznik ali voznica? Andrej? Kaj ti praviš zase? Nimamo časa za tako dober odgovor, ampak bomo z vami spet naslednji teden. Vmes pa klikajte na rtvslo.si, poglejte na Facebook, Instagram ali pa seveda na YouTube kanal Avtomobilnost.